Drage gledalke in tudi ostali, lepo pozdravljene v rubriki Beseda tedna. Ta teden smo izbrali besedo mandatar. Ne mandatar, temveč mandatar. To je tisti kandidat, ki nima dovolj glasov za sestavo vladne koalicije, ampak se kljub temu obnaša, kot da bi lahko bil predsednik vlade. Beseda mandatar je sorodna z besedami mandat in mandatar, a zgolj in samo po zvočnem naključju. Beseda mandatar je namreč avtohtoni slovenski pojem in etimološko izvira iz stare ljudske izštevanke tistih poslank in poslancev, ki so v duši bolj trgovci kot politiki. Glasi pa, kdo da več, kdo da manj, komu rokico naj dam, več da ta, njemu ja, mandata, njem pa. Seveda, mandatar. Ki pa ima tudi svoj protipol, večdatar, tisti, ki lahko ponudi več in s tem tudi postane ali pač ostane predsednik vlade in predstavlja alfa samca oziroma je predvodnik najštevilčnejše parlamentarne črede. Mandatar pa je seveda tragični junak, ki si v kotu liže rane in se tolaži z olimpijskimi nesmisli, tipa važno je sodelovati. Podobno živalskim svetom ni naključna. Tako kot savani se tudi v parlamentu samci ves čas bojujejo za najvišje mesto v krdelu. Kandidati s prevzemom vlade poskušajo vsakokrat, ko začutijo priložnost. Bliskovito sprožijo tako imenovano nezaupnico in če ta ne uspe, dobimo mandatarja. Če ne uspe dvakrat zapored, pa vse skupaj postane tarča posmeha, češ da to niso več nezaupnice, temveč brezupnice in podobno. Besede mandatar ne gre zamenjevati s pomensko sorodnimi izrazi, kot so denimo župan, nekdo, ki ga ne zanima funkcija župana, ampak samo to, da ga vedno povabijo na občinsko veselico, potem skoslanec, nekdo, ki je večni poslanec, se pravi skosslanec, vsaj 30 let v parlamentu, zatem sekretar, nekdo, ki je lahko sekretar za karkoli in dela izmenično na vseh ministrstvih, svetovalec, ki skače iz ene vlade v drugo in za konec kandidat. Nekdo, ki bi rad kradel, pa še ni na ustrezni poziciji ali nima dovolj izkušenj. Primer, seminarja na temo optimizacije javnih naročil so se udeležili kandidati iz podmladka več slovenskih strank. Kot vidimo, je ta slovenski politikanski žargon zelo bogat in iz njega smo vzeli tudi tokratno besedo tedna. Če hočete videti še več posnetkov od kaj dogaja, se lahko subscribe-te, skratka, pritisnete na gumb spodaj.